Ja, mikrofon odpri. Si? Si odprl mikrofon? Je? A si odprl mikrofon za napovedovalko? Ne, če ti lahko pregovoriš. Drage dame in gospodje, dobrodošli na prireditvi Ženska leta 2018. V dvorani SNG Opera in Balet Ljubljana je predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor. In sedaj pozdravimo še letošnje nominiranke za Žensko leta 2018. Z nami so Alenka Artnik, doktorica Sonja Bezjak, Špela Čadež, Anuška Delić, Marjana Kamnik, Polona Lah, doktorica Anica Mikuš-Kos, Nuša Rustja in Mateja Stare. Želimo vam lep večer. When you are ready, I will surrender. Take me and do as you will. Have what you want, your way's always the best way. I have succumbed to this passive sensation, peacefully falling away. I am the zombie, your wish will command me. Laugh as I fall to my knees. And I control this empty delusion, lost in the fire below. And you come running, your eyes will be open. And when you come back, I'll be as you want me, only so eager to please. My little song will keep you beside me, thinking your name as I sing. Sing it back to me. Do you hear me? Don't try to come near me. So tired I sleep through the light. If you desire to lay here beside me, come to my sweet melody. Vsaj dva svetova sta, ženski in moški. Življenje ju spaja v enost. Snubijo ju poti iz mladosti, drznosti, v zrelost in modrost. Od ene k drugi pa vodijo
zlate silnice upanja, da je mogoče iz modrosti v zrelost stopati kot stav v iluzijo, v nebo, in to iluzijo zagrabiti in jo spremeniti v dobro resničnost. Za vas, zame, zate, za vsakega od nas, ker ta resničnost postane dobra. Sinergija plesne moške in ženske mladosti nas je danes popeljala v večer uresničene ženske moči in miline. In dala verjeti, da se da. V koreografiji Anje in Aljoše Mederndorferja. Dame in gospodje, današnji večer je poseben, ker nas je ta mlada sila upeljala v večer resnične magije ženske moči. V zgodbo uresničenih in res navdihujočih življenj 9 navdihujočih nominirank. In zato vas toplo pozdravljam, en srčen pozdrav, v večeru, ko bomo spoznali 9 nominirank za žensko leta 2018 po izboru bralk in bralcev revije Zarja. Zdi se, da te ženske živijo več življenj. Presegajo meje, pa ne le zase, tudi za druge. Naj si bo to v globini morja, naj si bo to na drugem koncu sveta med zdravniki brez meja, naj si bo to med 2 rekama oziroma 2 deželama s povezovanjem ljudi na 2 bregih meja. Naj si bo to v moči novinarske besede, ki zasluži Pulitzerja, ali pa v filmu, ki ruši meje v glavah in državah, ali pa preprosto v domu za starostnike, kjer ima beseda dom, ali pa v domu starostnikov, kamor vsako trenutek lahko vstopi otroški smeh. Pa celo tam na vojnih območjih, kjer otroški smeh zamira in ga gospa pri več kot 80 vsakič znova budi. In ne nazadnje v hiši zgrajeni, hiši, ki jo je dobila družina in jo je zgradila prostovoljka iz popolne človeške ljubezni. Te ženske povezujejo in navdihujejo. In tako so danes povezale in iskale tudi naše poti. In v veliko veselje nam je, da med nami lahko posebej pozdravljamo predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja. En srčen pozdrav tudi vsem nominirankam, 9 navdihujočih je letos z nami. Topel pozdrav tudi vsem častnim gostjam in gostom in seveda prav vsakemu od vas, spoštovane in spoštovani, ki ste si danes vzeli čas, da se poklonite ženski moči. Ampak med nami je pa še nekdo, moški, legendarni slovenski ustvarjalec, ki je glasbi poklonil poezijo in poeziji vtisnil glasbo. To je ustvarjalec, ki nas je spomnil, bolj star, bolj nor, boljše je. Dame in gospodje, slavni spregovornik današnjega večera je gospod Zoran Predin. Prosim. Ponedeljek je prvi moški dan po 2 ženskih dnevih. Spoštovane nominiranke, draga publika, eminentni gostje. Počaščen sem, da vas lahko po 14 letih ob enaki priložnosti spet nagovorim in poskusim vaše misli naravnati na skupni imenovalec, ki se ga tudi letošnje nominiranke nedvomno zaslužite. Se pravi na priznanje, da so vaši dosežki, zaradi katerih ste danes tukaj, spoznani kot izjemni in da jim dejstvo, da ste jih dosegle kot ženske, daje še malo več sijaja. Že zdavnaj sem z veseljem priznal in zapel, da sem kralj 3 kraljic in pesem 3 ptic, da mi hči Zarja sanje umiva
in da sem kot sin črnolase mame Ruže, z bači poljubom moje Barbare začaran, zaradi njih skrit pod srečno zvezdo. Že velikokrat sem z veseljem priznal, da večinoma moje plakate in ovitke mojih albumov oblikujejo ženske, zato ker čustvujemo na enak način, ker se razumemo brez besed, ker nam je blizu ista estetika, ker mi je ženski način razmišljanja bližje. Priznal sem tudi, da je edina stvar na svetu, ki jo raje počnem z moškimi, igranje košarke. No, zdaj je tudi tega konec. Čas je pač nepodkupljiva dimenzija. Svet in posledično tudi naša družba sta se od leta 2005, ko sem vas z tega mesta nagovarjal, pa do danes precej spremenila. Ženske ste postale bolj pogumne in odločne, vaša vloga v družbi se je korenito povečala in samo bedaki še verjamejo, da jim lulček zagotavlja kakršnikoli dodano vrednost. Niti malo pa se ni spremenilo moje čustvovanje in razmišljanje. Tudi danes imam spet tak enak svečan občutek sreče, da se mi zdi, da lahko skozi čas hvaležno nagovorim vse ženske, ki so se me dotaknile in zavedno zaznamovale. Skočil bom v vodo in rešil Agato, ubranil bom Urško pred povodnim možem. Meti iz cvetja v jeseni bom pripeljal tistega štorastega Bibiča pravočasno nazaj in spremenil konec žalostni zgodbi. Zdaj želim poslati poljub pogumni Lili Novi in priznati Ivani Kobilica, da nažalost ne smem več piti kave, ki prav diši iz njene slike. Čutim, da je zdaj pravi trenutek, da se zahvalim zdravnici Franji Bojc Bidovec za nesebično žrtvovanje in predanost, s katero je reševala življenja v bolnišnici Franja. Tako rad bi vsaj enkrat zaplesal z dušo počkaj po dežju. Občudujem Spomenko Hribar, ker je bila mnogo bolj pogumna od svojih kolegov, ko je bilo treba reči Bobu Bob. In ker je bila mnogo bolj skromna od svojih kolegov, ko so se le-ti pulili za zasluge za narodov blagor. Rad bi se zahvalil Svetlani Makarovič, da zna povedati, kar čutim in mislim, na točno tak način, kot bi rad povedal tudi sam, pa še ne znam. V svoji pesmi pojem: drage dame, spet sem z vami, tajni suženj vašega poguma. In res, občudujem pogum anonimne vzgojiteljice, ki je posnela kruto, nedopustno ravnanje lastnice otroškega vrtca, ki je mučila in maltretirala svoje male varovance. Občudujem njen pogum, s katerim je na račun svoje zaposlitve, svoje družine, rešila malčke pred fizičnimi in psihičnimi poškodbami, ki bi jim lahko uničili življenje. Pogumna vzgojiteljica je tudi po nekaj mesecih od razkritja še vedno brez zaposlitve. Verjamem, da si naslednje leto nedvomno zasluži postati nominiranka za žensko leta, danes jo pa lahko nagradimo vsaj z aplavzom. Zdaj slavimo izjemne ženske borke za dobro in prav, kot jih je opisala revija Zarja. Alenko, potapljačico, ki se je rešila svojih travm tako, da se je spustila do svetovnega rekorda. Sonjo, sociologinjo, ki rešuje reko in povezuje ljudi na obeh straneh meje. Špelo Čadež, režiserko, ki govori o neizgovorljivem in bo izbirala Oskarje. Anuško Delić, neuklonljivo novinarko s Pulitzerjevo nagrado. Polono, vodjo doma starostnikov, kjer je skoraj lepše kot doma. Marjano, vodjo v drugem domu starostnikov, kjer odmeva otroški živ žal.
Anico, otroško psihiatrinjo, ki pri 83 še vedno hodi po vojnih območjih, Nušo, prostovoljko Rdečega križa, ki je skoraj z lastnimi rokami obnovila hišo, in Matejo, medicinsko sestro, ki med neplačanim dopustom tvega življenje z zdravniki brez meja. Čas je, da izberemo žensko leta 2018. Hvala za pozornost. Hvala Zoranu Predinu. Čas sem jaz, čas je moj glas, čas je moj obraz. Potujemo od poljubov čez prvo gubo v čudežno izgubo. Takole je zapisal v 9 vratih epa, izjemnega epa, Vrata nepovrata, lanski veliki Prešernov nagrajenec, pesnik Boris A. Novak. In res se zdi, da ob prvi gubi začne čas hiteti drugače. In takrat pomislimo, da pravzaprav se le mladosti ne hiti, da se ji ne mudi in da prav v kali mladosti, da tam se zrcali seme, ki bo nekoč zraslo v navdih za premikanje meja, tako kot to znajo današnje nominiranke. Tako kot plesalec, ki ne bo nikoli star, ker je nekoč plesal, tako kot ženska moč, ki ne bo nikoli uvela, ker je bila nekoč uresničena. No, na poti od prvih poljubov pa tja do čudežne izgube, pa so hrepenenja, upanja, so zablode in so usode. In včasih pomaga en sam ples, en valček. Tja nas bodo zdaj popeljali navdihujoči mladi glasbeniki uličnega swing benda s pomenljivim imenom. Dame in gospodje, z nami so Počeni škafi. Sem ti dobra za kratke izlete, včasih še kakšen kozarček in ples, nekaj, kar hitro gori in ugasne, kot spomladanski kres. Nisem jokala, ko nisi več klical, prav elegantno si se oddaljil, mine polet in potem si mi pisal, rad bi se s tabo dobil. Pojdiva še enkrat na Dunaj, na polko, na vino, na torto, na čaj. Pojdiva še enkrat na Dunaj, rešit vse za nazaj, rešit vse za nazaj. Ne vem, dragi moj, kaj naj ti rečem, Dunaju ja, ostalemu ne. Vem, da izgovorov polne so vreče, zakaj bi raztresla jih vse. Pojdiva še enkrat na Dunaj, vrtet se okrog šembrunskih dreves. Pojdiva še enkrat na Dunaj, odplesat zadnji ples. Pojdiva še enkrat na Dunaj, vrtet se okrog šembrunskih dreves. Pojdiva še enkrat na Dunaj, odplesat zadnji ples. Morda sem sebična, a nisem krivična, to si me ti naučil. Če si moje poljube imel za obljube, čisto sam si kriv.
odplesati zadnji, odplesati zadnji, odplesati zadnji ples. Bila sem ti dobra za kratke izlete, včasih še kakšen kozarček in ples. Kako nedoumljivo lep občutek, ko si stvarnik in stvarstvo hkrati. Da ti je danost v večnost se prižgati, če tudi manj kot za en sam trenutek. Trenutek večnosti. Takole je zapisal velik moški, pesnik, ki je razumel življenje, ker je živel ljubezen. Ciril Zlobec. Mimogrede, Lili Novi, danes že omenjena, mu je pravila kar Ciril Dobrec. In res je včasih dovolj trenutek drznosti ali pa norosti, da se odločimo, da sprejmemo odločitev, ki spreminja življenja ne samo tebi, pač pa tudi drugim. In te se neizbrisno vtisnejo v vse nas. Tako kot so iz dobrih odločitev ustvarile dobre in pomembne stvari naše današnje nominiranke. In čas je, da spoznamo prvih 5 od 9 navdihujočih. Prosim. Alenka Artnik je v samo 2 letih postala ena najboljših potapljačic navdih na svetu. Športa, v katerem je našla svoje življenjsko poslanstvo, se je lotila z veliko modrosti. Posluša namige svojega telesa, kar je deloma skrivnost njenega meteorskega uspeha. Dosegla je kar 4 svetovne rekorde v globinskem potapljanju, v disciplinah z dvojno plavutjo in monoplavutjo. Njen največji dosežek pa je potop v globino 105 metrov. To je uspelo samo še 2 ženskama na svetu. A pri tej globini še ne namerava odnehati. Kot inštruktorica želi svoje izkušnje predajati drugim, saj verjame, da lahko potapljanje pomaga tudi pri odpravljanju osebnih čustvenih blokad. Sposobnost prepuščanja, predaje in spuščanja kontrole. To je, mislim, da meni najbolj pomagalo. To je najbolj pripomoglo k temu, da sem v bistvu tako kratkem času se lahko spustila tako zelo globoko. In globoko, bom rekel, v smislu fizično in pa jasno tudi mentalno. Gospa Alenka Artnik. Doktorica Sonja Bezjak je sociologinja, asistentka na katedri za proučevanje družbene pravičnosti in vključevanja Fakultete za socialno delo. Pred 5 leti je povezala ljudi iz Slovenije in Avstrije ter v puščenem gradu Cmurek, v katerem je do leta 2003 deloval Zavod za duševno in živčno bolne, ustanovila Muzej norosti. Z ekipo prostovoljcev gradi prvi tovrsten muzej v Evropi in hkrati rešuje grad pred propadom. Kot enakovredna stranka deluje proti energetskim lobijem, prva pa je začela javno opozarjati na ignoranco državnih inštitucij do zapostavljenega območja ob reki Muri, za ohranitev katere se bojuje brezkompromisno. Z vsem srcem se zavzema tudi za pravice ljudi ob evropski Amazonki, ki grozi megalomanska pozidava. Jaz v bistvu sporočam državljankam in državljanom, da se za svoj življenjski prostor treba boriti, se prizadevati. Gre za osnovne vire, kot so pitna voda, zdrava zemlja, pa tudi prostor, v katerem živimo. Pa ne samo za nas, ampak tudi za celotni rastlinski in živalski svet, vendar živimo v nekem povezanem prostoru in tega enostavno ne smemo dopustiti, da se bo nekako uničevalo to naše okolje za ozke interese nekih posameznikov, ki se od tega bogatijo. Doktorica Sonja Bezjak. Špela Čadež je mednarodno uveljavljena režiserka in producentka neodvisnih animiranih filmov,
v katerih se loteva aktualnih tem, od alkoholizma, osamljenosti do verbalnega nasilja. Za svoje delo je dobila približno 100 mednarodnih in domačih nagrad ter nominacij, nase pa je posebej opozorila z animiranima filmoma Boles in Nočna ptica ter z napovednikom za popularno ameriško televizijsko serijo Orange is the New Black. Junija so jo povabili v članstvo Akademije za filmsko umetnost in znanost za izbor Oskarjev, sekcije za kratke in celovečerne animirane filme, kar dojema tudi kot opravičilo za vse prezrte neodvisne avtorje. Bolj kot nagrade so ji pomembni trenutki, ko ji uspe spregovoriti o težko izgovorljivem. Ne vem, če obstaja pravi recept za uspeh. Jaz mislim, da ostajaš zvest samemu sebi, da črpaš zgodbe iz svojega življenja in da si v bistvu v upodabljanju teh zgodb, kakor se da iskren. Špela Čadež! Špela Čadež! Anuška Delić je raziskovalna novinarka, ki pri svojih kolegih vzbuja spoštovanje, a tudi zavist in zlobo. Stroka se je namreč ujela v past na hitro pripravljenih zgodb, ki povečujejo naklado, v resnične probleme pa se slabo plačani novinarji brez stalnih služb velikokrat ne morejo poglabljati. Anuška se že dolga leta sprašuje, kdo drug razen novinarjev sploh lahko preseka korupcijske lovke, ki povezujejo politiko in gospodarstvo. Razkrila je številne afere, s kolegi iz drugih držav pa je za tako imenovane panamske dokumente, ki razgaljajo davčne oaze, prejela Pulitzerjevo nagrado. Je članica mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev, lani pa je ustanovila zavod Oštro, center za preiskovalno novinarstvo v jadranski regiji. Vedno obstaja še kakšna pot naprej in da pač enostavno ne odnehamo, dokler ne poskusimo, dokler ne zaidemo vse slepe ulice in na koncu pač pridemo na neko prehodno cesto in gremo naprej. Tako da v resnici me to žene tudi v življenju, ne samo v poklicu. Gospa Anuška Delić. Marjana Kamnik je vodja enote Koroškega doma starostnikov v Slovenj Gradcu, predsednica Koroškega medgeneracijskega centra na Ravnah in inovatorka socialnega dela. Biser njihovega doma je ključna oseba, tako kot kreditni sistem za spodbujanje prostovoljstva v medgeneracijskih centrih, ki ga je nagradila Gospodarska zbornica Slovenije. Ključne osebe skrbijo za stanovalce vseh pomenih besede. Peljejo jih na koncert ali k sebi domov, nanje se lahko obrnejo ob vseh težavah. Dom, v katerem je prijetno skoraj kot doma. To je največji dosežek Marjane Kamnik, ki dokazuje, da je v domu starejših ključno pravo osebje. Ali kot pravi sama, z znanjem in srcem se rojevajo zamisli za izboljšave. Pri meni so vedno na prvem mestu ljudje, nove stvari. Mislim, da si jih je treba upati delati, ne dvomiti v njih in pa vztrajati. Gospa Marjana Kamnik. Tako, prvih 5 smo ponovno spoznali. Lepota življenja pa ni le v prepletanju drugačnega, svetloba se rojeva tudi v prepletu minulega in sedanjega. In to bodo zdaj počeli glasbeniki, ki soustvarjajo zgodbo tega večera, združujejo tukajšnjost z minljivim. Teo Colori in Momento Cigano so v skupnem glasbenem projektu združili nove zgodbe in svežo avtorsko glasbo, s časom, ki vas bo in nas bo popeljala v obdobje salonov, Charlestona, lakastih čevljev in verjetno še marsičesa drugega. Ko iz minulega je nekoč zrasta imenitna sedanjost. Teo Colori in Momento Cigano.
ker nam nisi nič povedali. Utrga se luč, zdrobi se kamen, skozi tvojo senco steče reka in tuje sonce vžigajo svetlobo. Nihče ne ve, kako prišel si tja, toda kjerkoli si, v karkoli so te upeli, samo to veš, da moraš. Tomaž Šalamun je takole pisal še eni izjemnih, Metki Krašovec. Dame in gospodje, čas je, da spoznamo še 4 nominiranke ženske leta, za žensko leta 2018, ki v srcu vedo, da morajo. Prosim. Polona Lah je vodja projektov v Domu starejših Danice Vogrinec Maribor, v katerem deluje tudi večgeneracijski center Štajerska. Sodelavci je organizirala brezplačno počitniško varstvo za 700 šolarjev kar v domu, ki je bil lani izbran za najboljšo tovrstno ustanovo v Evropi. V prostem času vodi mladinsko gledališko skupino Kulturnega doma Pekre Limbuš. Sicer pa je predana humanitarka, ljubiteljica živali in ena redkih, ki si upajo javno povzdigniti glas proti politiki, ki ne deluje v prid državljanov. Z odprtim pismom zgrožene Slovenke je ganljivo opozorila na revščino premnogih slovenskih otrok. Svojo službo razume kot klic in je prepričana, da svet lahko spremenimo le mi sami. Res se mi zdi, da nekako velja, da smo Slovenci radi neki couch selektorji, ki varno z daljincem v rokah sodimo, kritiziramo, nismo pa pogumni, da bi pa glasno povedali, pač kaj ne velja. In vsem tem pač pravim, dajmo skupaj, edino skupaj zmoremo stvari obrniti na boljše. Dame in gospodje, Polona Lah. Anica Mikuš-Kos je otroška psihiatrinja, nekdanja vodja oddelka za otroško psihiatrijo na pediatrični kliniki in svetovalnega centra za otroke in mladino. Zadnjih 20 let pa je ena vodilnih strokovnjakinj za pomoč otrokom z vojnih območij in zelo aktivna predsednica slovenske filantropije. Njene priročnike berejo specialisti in starši, s svojimi timi je izobrazila več kot 5000 učiteljev, da so najprej upravili z lastnimi travmami in potem pomagali svojim učencem. Zadnja leta je delovala na svetovnih bojiščih od Kosova pa do Severnega Kavkaza. Za staranje nima časa. S svojimi 83 leti in širokim nasmehom nas prepričuje, da je vredno živeti, dokler pač smo. Ko si med ljudmi, ki se jim zelo hude stvari dogajajo, tako kot sem jaz na vojnih območjih ali pa med begunci, srečaš toliko ljudi, ki so ohranili svoje dostojanstvo, človečnost, dobroto, da te to resnično zapolni. Doktorica Anica Mikuš-Kos. Nuša Rustja je aktivna prostovoljka Novomeškega Rdečega križa, upokojena profesorica, predvsem pa človek z veliko začetnico. Pomoč drugim prinaša srečo obema stranima, je prepričana. Dijaku, ki mu ni mogla urediti štipendije za tujino, je pomagala z lastnimi sredstvi. Odpoveduje se darilom v korist ljudi v stiski, ukvarja se z romskimi otroki. Ko je v Zari prebrala članek o družini Rajk, ki živi v propadajoči hiši, je v manj kot letu dni organizirala in izpeljala obnovo hiše. Njene stanovalce pa uči, kako se vzdržuje red v hiši in v življenju. Za vse podobne družine v socialni stiski si prizadeva najti trajne rešitve in zanjo rek od besed k dejanjem res velja. Dajemo tisto, kar imamo. Svoj čas, znanje, energijo, sočutje in nazaj dobimo topel stisk roke, močan objem, upanje v očeh. Meni je kot prostovoljki vedno zelo toplo pri duši in srcu. Gospa Nuša Rustja. Mateja Stare je medicinska sestra iz kliničnega centra v Ljubljani, ki svoj redni in tudi neplačani dopust preživlja na misijah v nevarnih delih sveta.
Nazadnje je 11 tednov v bolnišnici v zabojnikih v Siriji opravljala naloge nadzorne operacijske sestre na misiji Mednarodne organizacije Zdravniki brez meja. Predtem je delala v podobnih bolnišnicah v Gazi, Južnem Sudanu, Afganistanu in Libiji, ter je na vsaki od teh poti tvegala svoje življenje, da bi pomagala drugim. Svojim delom nas opominja, kako pomemben, nepogrešljiv, a pogosto spregledan, premalo nagrajen in ovrednoten del medicinske ekipe so medicinske sestre. Teh vodil je več. Lahko izpostavim moje zadnje vodilo nekaj let, da si boljši. Bodi boljši. Boljši ti da optimizem, boljši ti da energijo, boljši ti da zalet. In to je tisto, kar želim, da bi tudi ostali bili okoli mene, da so boljši in s tem tudi do drugih bolj prijazni. Gospa Mateja Stare. Tako, spoznali smo vseh 9 navdihujočih. Bralci in bralke revije Zarja ste izbrali in prav kmalu bomo izvedeli, kdo je že na 29. izboru za žensko leta ta, ki bo postala ženska leta 2018. Ampak do tja nas še nekaj loči. Divji ritmi mladih tolkavcev Akademije za glasbo. Glas njihovih tolkav seže daleč v misli in telesa, pa prinaša ritem življenja, kot boste čutili in slišali. Z entuziazmom in vztrajnostjo zelo radi nastopajo tudi na netipičnih tolkalih in take jih spoznamo danes. Z nami bodo Filip, Luka, Martin in Anže pod vodstvom pedagoginje in članice Simfoničnega orkestra RTV Slovenija Petre Vidmar. Prosim. Se vem, da bi še, ampak čas je, da tukaj smo, na vrhuncu današnje prireditve. Namreč spoznali oziroma izvedeli bomo, kdo je ženska leta 2018 po izboru revije Zarja. To bomo izvedeli s pomočjo glavne in odgovorne urednice revije Zarja, gospe Melite Brzelak. Prosim. Spoštovani gospod predsednik, drage nominiranke, cenjeni gostje, dober večer. Hvala, ker ste prišli in ker ste z nami že vsa ta leta. To je namreč že 30. izbor v organizaciji našega uredništva, res pa šele 3. na Zarji. In lepo je vedno na ta večer slaviti dobro, kajti čudni časi so. Slabo postaja običajno, dobro postaja nepomembno. Mi pa vsako leto znova ugotavljamo, da je prava vrednost v ljudeh in gospe, ki so v naši družbi nocoj, so pravi svetilniki v morju navidez nerešljivih težav. Dovolite, da vam preberem samo nekaj stavkov iz Zarjinega članka o eni nocojšnjih kandidatk in ona sama naj mi oprosti, ker si jih bom izposodila. V življenju je tako, da je druga priložnost, ki
ki jo dobimo, mora biti še pomembnejša kot prva. Zato moramo drug drugemu dajati priložnosti. Brezdomec, v katerem je prepoznala velik likovni talent, je namreč pri njih postal mentor likovnih delavnic. In še, vse, kar v Sloveniji potrebujemo, je pogum, da smo, kar smo, in nehamo gledati druge ter si govoriti, kako je drugim lepo. V Sloveniji manjka ljudi, ki so ponosni nase. V Sloveniji tudi manjka ljudi, ki bi se upali izpostaviti in povedati, kaj je narobe, ne pa da le pometujejo doma. In ona ima pravico do teh besed, saj ve, kako je vstati takrat, ko te življenje najhuje brcne in te doleti ena za žensko vsekakor najhujših stvari. Spoštovani, bralci revije Zarja so odločili, da je ženska leta 2018. Na oder vabim gospoda predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. To je ženska, ki jo najbolj boli, če ne more pomagati vsem. To je ženska, ki je sodelavci največji dom starejših v Sloveniji spremenila v stičišče vseh ljudi, tudi tistih z roba, pobudnica medgeneracijskega sodelovanja, Polona Lah. Poloni Lah bo gospod predsednik prvi čestital. Polona Lah je vodja projektov v Domu za starejše. Iskrene čestitke, gospa Polona Lah, še nekaj je za vas. Dovolimo gospe, da vdihne, preden ji predamo besedo. Dovolite mi, da še enkrat ponovim. 700 otrok je prišlo med starejše in če kdo, potem go zagotovo gospa Polona Lah, vi ste tisti, ki združuje mlado, drznost in zrelost in modrost in zato smo očitno ne samo mi, pač pa tudi vsi iskreno hvaležni in vabim vas besedi. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod predsednik. Hvala vsem krasnim ženskam na Zarji. Res hvala. Hvala tistemu, ki je sedel ob meni v trenutku, ko me je klicala gospa Mateja in povedala za nominacijo. In sem jaz seveda spremenila total svoj izgled in zavila z očmi, kar baje enkratno dobro delam in težko skrivam. Rekel, ko sem mu povedala, zakaj gre in ko sem prvi hip povedala, da je v Sloveniji tisoče žensk, ki si zaslužijo to nominacijo in da se zahvaljujem za njo, ampak da jaz mogoče res tokrat ne bi sodelovala. In je rekel, veš kaj, ne bik se ga, povej mi, kdo te klical, te pokličem nazaj in bom rekel, da sodeluješ. In se rekel, povej mi en dober razlog, zakaj bi sodelovala in je rekel, ker si zaslužiš. In ker je ta isti stavek izgovorila moja mama, ko se je
veliko premlada poslavljala od življenja zaradi hude bolezni in je rekla, bodi pogumna in zgodilo se ti bo vse, kar se ti mora zgoditi, ker si zaslužiš. In ne glede na to, da je vmes minilo skoraj 10 let, medtem ko je to izrekla moja mama in medtem ko je to izrekel en zelo mlad fant, za katerega sem prepričana, da se šele uči življenja, je bilo tako naključje, da enkrat nisem butala svojo glavo v steno in sem rekla, ok, pa naj bo. In potem sem videla še ostale nominiranke in nekako mi je postalo žal, da pač sem pristala sodelovati, ker se mi je zdelo, da ne pašem v to eminentno družbo vseh teh krasnih dam in res iskrene čestitke in hvala za vse, kar vsak dan znova počnete. Čeprav je moje življenje nekako zaznamovalo ogromno zlatih, iskrenih, poštenih, dobrosrčnih žensk, ampak na tem mestu bi rada izpostavila 5 zares izjemnih. Torej, moja zlata oma, ki je v svojem življenju nudila varstvo in zavetje ogromnemu številu otrok in ki so vedno znova radi prihajali k njej in sem bila včasih kar jezna na njih, zato ker ji rečejo oma Čeh, čeprav sem si jo osvojila nekako zase, no, ampak zdaj, ko sem že odrasla, ugotavljam, da smo si to omo Čeh in njeno ljubezen super razdelili in da smo zaradi ome Čeh to, kar danes smo iskreni, srčni in srečni ljudje. Druga je seveda moja mama. Mama, glej, kje stojim, mislim. Tudi ona je vsak dan znova odpirala vrata ogromnim otrokom, ki so prihajali k nam na sendvič, kosilo, po njen objem ali po toplo besedo, ki je mogoče doma niso bili deležni. Torej, tretja taka ženska, ki sem jo spoznala 23 let nazaj, je moja tašča Milica Lah, ki nekje sedi danes tu in hvala tudi njej. Četrta ženska, dekle, ki je kljubovala vsem zakonitostim narave in vsem slabim napovedim v času, ko rasla iz dneva v dan v mojem trebuhu in kljubovala vsej slabi statistiki. Neja, hvala. In peta moja zlata teta beba, ki zdaj doma posluša in sigurno joče in z pljučnico in z robci, ne vem, kje vse zataknjenimi, žari od ponosa in evo, tudi ona je ena taka izjemna ženska. Ampak kot rečeno, ogromno jih je na moji poti, vsak dan nove prihajajo in izjemno počaščena sem, da lahko delam z njimi, da se lahko učim od njih, da lahko povem, kar pač mislim, da je prav, da povem in da lahko pomagam. In hvaležna sem, ker imam za razliko od marsikoga en dom v prelepem delu Maribora, ki se imenuje Pekre, kjer se je rojevala ta naša ljuba državica, ki jo neskončno obožujem. In drugi dom na Pobrežju v Mariboru, torej dom Danice Vogrinec Maribor, dom starostnikov, kamor vsak dan prihajam v službo, ampak ne rečem, da grem v službo, ampak rečem, da grem v dom. To pove marsikaj. In v ta dom je lani prišlo ogromno otrok, vsak dan ob 7 zjutraj in ob 4 popoldne, ko so odhajali domov, so jokali, ker bi še malo ostali, ker je tu super. Ne glede na to, da smo se družili s starejšimi ljudmi, ne glede na to, da smo se igrali v domu za stare ljudi, ki ga marsikdo imenuje hiralnica, in ne glede na to, da žal v domu za stare ljudi tudi umrejo. Ampak vsak dan znova so prišli in vsak dan znova je bilo super in vsi ti otroci, ki so prišli lani, sem prepričana, da bodo prišli letos spet in nihče od teh otrok ne bo nikoli rekel, da je svoje super počitnice preživljal v hiralnici za stare, ampak bo povedal, da je bil v domu
v Danici, Mariboru, kamor je prišel tudi gospod Predin in tja pripeljal koncertirati s svojimi kolegi in tja pripeljal več tisoč glavo množico, ki je še enkrat v domu za stare žurala do poznih večernih ur in naši stanovalci so se imeli krasno in vsak dan znova se imajo krasno. Ja, in žal, vsak dan znova je kdo manj med nami, ampak to je življenje. In najbolj od vsega si želim, da bi vsak od nas imel priložnost biti otrok, žena, hči, mama, babica, v miru, sit, v zavetju toplega doma, med ljudmi, ki te imajo radi in te spoštujejo in te spodbujajo. In prepričana sem, ne glede na to, da kdaj izgleda drugače, da je Slovenija in svet polna takih srčnih, pametnih, zrelih, odkritih ljudi, ki smo tega sposobni, ki smo sposobni zagotoviti, da bomo skupaj živeli v miru, da se bomo skupaj postarali in da ko bomo stari 70, 80, 90 let, da bo življenje še vedno lepo. In ker sem začela z ženskami, je prav, da se zahvalim tudi moškim. Hvala, ker ste, ker brez vas svet ne bi bil, kot je. In ob tej priložnosti je Sergej, hvala, ker si. Hvala, ker me mehčaš. Hvala, ker me učiš odpuščati. In hvala, ker odpuščaš. In hvala, ker kljub temu, da veš, da vsakič, ko nastopi dopust, kljub temu, da letos oziroma lani je moj letni dopust nastopil 27. decembra, veš, da bom prve 3 dni bolana, ampak vseeno ne nergaš preveč. Hvala. In hvala, ker ste prišli in hvala, ker ste in hvala, ker je zaradi, to pa je zdaj novi stavek, vseh nas ta svet lepši. Polonala. Hvala, ker ste in hvala tudi vsem ostalim 8 izjemnicam, ki se nam bodo pridružile na odru. Tudi zanje en gromozanski aplavz. Vse ste zmagovalke. Iskrene čestitke prav vsaki posebej. Torej, dame in gospodje, izbrali ste. Seveda pa je k uresničitvi dogodka Ženska leta 2018 pomagalo kar nekaj sponzorjev današnje prireditve, ki jih zdaj vabim na oder. Nagrado Zadružne zveze Slovenije bo podelil direktor Zadružne zveze Slovenije, gospod Bogdan Štepec. Vabim vas na oder. Z nami je tudi članica uprave Deželne banke Slovenije, gospa Barbara Cerovšek-Zupančič, ki bo zmagovalki predala nagrado Deželne banke Slovenije. Lepo prosim. Z nami je tudi direktor Semenarne Ljubljane, gospod Gregor Kopriva, ki bo zmagovalki predal vrednostno kartico Kalja. In prav v Semenarni Ljubljana so poskrbeli tudi za te prečudovite šopke, ki jih vidite v rokah današnjih izjemnic. Prosim. Vse današnje nominiranke so bile na sprejemu pri gospodu predsedniku in tja so jih prepeljali z Avtotehne Vis in zdaj predstavnico vabim na oder, da bo nagrajenki predala avtomobil oziroma predala ji bom možnost, da bo nagrajenka uporabljala avtomobil en mesec, verjamem, da bo v njem tudi kakšen
zelo vesel, starejši in mlajši, si mislim. Zmagovalka prejme tudi knjižno darilo založbe Kjara. To bo predala hostesa, na oder pa vabim še predstavnico Literam inštituta Klaudijo Piskar, ki bo zmagovalki predala bon za Literam terapijo in proizvode za nego doma. Poprosim. Takole, drage dame in gospodje, res iskrena hvala v imenu vseh, ki so se potrudili, ne samo za ta večer, pač pa v uredništvu Zarje, ki vsak teden poskrbijo, da prinašajo vsebine, ki so nujno potrebne za ta svet, ker spominjajo na to, da si zaslužimo, da smo vredni, da smo tudi v tej, kot je rekla ženska leta 2018, čudoviti deželici, takšni, kot smo. Hvala vsem, da ste si vzeli čas za žensko moč in ta prvi ponedeljek v svežem letu preživeli z nami. Preden greste, vas vabim v zaodrje k druženju, potem pa v eno mirno noč in še lepše, popolnoma in čisto vaše leto 2019. Hvala in srečno.